Drage moje punce, dobrodošli na kanalu Evina Lepotilnica. Jaz sem malo prehlajena, ampak to me danes ni odvrnilo, da pa snemam nov video. Ful sem se ga veselila snemati in ko mi čakam, da začnemo. Zadnjič sem v bistvu malo pospravljala svojo omaro in opazila, da imam kar neki kavboj, ki jih ne nosim več, ampak meni je vedno toliko stran vse nekako žal vrš. Tako da sem rekla, kaj pa če bi se jaz lotila enega novega DIY projekta, vem, da jih imate ful rade, jaz pa tudi ful rada se pač malo igram, ustvarjam, a ne? Tako da sem rekla, že vem, imam eno idejo. Tukaj imam dvoje kavbojke, en je svetlo džins in en je temen džins, ki jih bomo preoblikovali. Tele svetle mislim, da bojo idealne, da jih skrajšamo in iz njih naredimo kratke hlače, zato ker so mi bile že od nekdaj tako malo prevelike, sploh ta spodnji del. Mislim, da sem jih celo dobila od sestre in jih zato nikoli nisem rada nosila, ker imam jaz rada malo bolj oprijete kavbojke, a ne? Tako da jih bomo skrajšale v ene take hude, kratke hlače. Medtem ko tele druge, te pa so mi v bistvu prav, se spomnim, sem jih tudi jaz kupila, ampak kaj pa vem, malo take dolgočasne so mi postale in jih zato tudi več ne nosim, tlele vidim, da so iz Stradivariusa, tako da jih bomo malo v bistvu popestrile. Tako da, evo, če te zanima, kako bom v bistvu dvoje stare kavbojke preoblikovala v dvoje moderne, poglej video naprej. Naj ti pokažem, kaj boš potrebovala za ta projekt, pač očitno kavbojke, a ne? Kakor sem rekla, jaz imam en svetlo in en temen džins, potem pinceta bo imela tudi zelo pomembno vlogo, škarje, da bomo rezale in en kulj oziroma svinčnik flomaster, da bomo začrtale, kje moramo odrezati. Tako da, evo, zdaj pa ti pokažem, kako te kavbojke izgledajo na meni oblečene. Evo, takole sem jih oblekla, zdaj lahko vidiš before oziroma prej. Tukaj pod koleni, kakor sem rekla, so mi res prevelike, take nagubane in res ne izgleda dobro. Se mi zdi, da pri kavbojkah imaš pa toliko izbire, da res lahko dobiš bolj oprijete. Tako da, čas je za DIY. V sobo smo šla po kulih, da bomo v bistvu začrtale, do kje bomo tele hlače rezale. Ne? To je zelo fajn, da začrtaš prej, da ne bo pol prekratke in v bistvu ne boš nosila. Ne? Tako da jaz mislim, da je najbolj smiselno, da jaz zarežem po žepi. Žepi pač morajo biti, ne? Se mi zdi, da bojo zaradi tega kavbojke tudi ful lepše. Ne? Tako da jaz mislim, da za začetek bom odrezala nekje tukajle. Zdaj, ko jih imaš slečene, pa samo poiščeš to črtico, kjer si prej zacahala, da bomo rezale in škaricami razrežeš okol in okol. Prva hlačnica je odrezana, tako da zdaj zadevo ponovimo še na drugi strani. Najprej bom zarisala, da bom natančno odrezala. In ponovno, evo, odrežeš okol in okol, še to drugo stran. Zaenkrat zgleda takole, ni slabo, samo sem jih malo premalo odrezala, tako da v bistvu so kot ene kolesarske hlače, kar pač nočemo, a ne? Tako da jih bom še malo skrajšala. Tole pa mi je že veliko bolj všeč, dejansko postaja podoben hotkam, tako da gremo naprej. Zdaj pa naredim še eno črto tukaj, to bo služil kot en tak vzorec na zadnjici. In zarežem zdaj še po tej črti. Evo, zadnji korak pa je, da vzameš pinceto in čopkaš tele nitke ven po tej, kako bi rekla, modni liniji, ki služi kot nek dodatek, in po tej spodnji liniji, ki smo odrezali prej hlačnice. To traja kar nekaj časa, tako da bom jaz zdaj tole pohitrila in delaš torej vse, dokler ne zgleda nekako takole. Evo, imamo jih, samo da ti pokažem moje hlače. Ja, se salčivo, kje si. Tako da, nič, a ste ready, da tole probamo in pogledamo prej in potem. Tara, 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 ta. Evo, tole je končni rezultat, no listek bom skrila nazaj, ampak dejansko izgledajo kot hlače kupljene v trgovini. Meni so izpadle ful dober. Zdaj, edino, če imaš več časa, se lahko malo več oziroma dlje igra z čupanjem teh nitk ven. To vzame res kar nekaj časa, mene pa bolijo že prav roke, pa še ene hlače moram urediti, tako da bom na tej točki zaključila, ampak to je to dober trik, če si rezala malo bolj neenakomerno, da samo pač malo več tega spraviš ven in boš v bistvu zakrila neenakomerne črte. Tako da, jaz pa rač, kako se ti zdijo, meni so kot rečeno ful všeč, tako da nič, zdaj pa greva urediti še hlače številka 2. Druge hlače pa zgledajo, evo, takole, temen džins, pa jih dajmo kar obleči.
Evo, takole izgledajo hlače na meni, kot sem rekla, temen džins, potem po sredini neki belga, na levi in desni strani ima še take X-e in pa tukaj neko dodatek, neke perlice, kaj so to, pa še zadrga spodaj pri gležnju. Zdaj, kaj jaz razmišljam, da bi te hlače malo popestrile, ker so malo take dolgočasne, da bi jih razrezale, se pravi, da bi tukaj, tukaj in tukaj, pa mogoče na tej strani na kolenu, naredile tako črto, zarezala in spet nitkala te nitke ven in mislim, da bi izpadle take bolj trendovske, tako da gremo na delo. S kuljom sem si označila, kje bom zdaj škarjami zarezala, se pravi, kot sem rekla, na stegnu in tukajle na kolenih, tako da zdaj na hitro razrežem. Evo in še zadnji korak, vzameš pinceto in spet te nitke vlečeš ven, vse dokler ti ni všeč. Je pa dejstvo, da je to veliko lažje z obema rokama, da z eno zategneš, z drugo pač vlečeš te nitke ven. Tako da se vidimo, ko bo končan. In evo, tukaj so še DIY tele stare hlače v take moderne, strgane. Všeč mi je, ker sem se v bistvu odločila, da bo tukaj odprt kolen in tukaj 3 take črte. Tako da evo, prej in potem. In ko sem glih pred sobi, zakaj ne bi naredila konca videa, ker tukaj, a raj tukaj, moraj tukaj, ker se lahko naslonim. Lena, sem dolg traja tale video. Tako da, drage moje dečve, dajte mi zapisati, kako se vam je zdel tale video in katere hlače so ti bile bolj všeč, se ti zdi, da so boljši spadle. Ali tiste hotke, ali tele obdelane, dodelane. Meni so všeč oboje, no. Težko bi se odločila, katere so mi bolj všeč. Me pa zato zanima tvoje mnenje. Tako da, sparod spodaj v komentar, da vidimo, kjere zmagajo. Če ti je bil tale video všeč, se ne pozabi tudi naročiti na moj kanal in mi sledi tudi na Facebooku in Instagramu, družimo se pod imenom Evina Lepotilnica. Tako da to je vse za danes, ljubčki in se gledamo kmalu. Čau!